To je zelo tako zgodovinsko vprašanje. Ja, v to jaz glih mogoče tukaj ne morem imeti, tudi bi rekla, prav zahtevala enega zgodovinarja, mogoče tukaj, da bi na to bolj natančno odgovoril. Ne? Vsekakor moramo tukaj gledati zgodovinsko in kolonializem, pa tudi danes neokolonializem, ne, moramo gledati razvoj neoliberalnega kapitalističnega sistema, ne, ki pač deluje zato, ker te neenakosti so. Ta sistem, temelj sistema današnjega so te neenakosti, o katerih govorimo. In naprimer te podatki, ki si jih zdaj omenila, ne, sigurno so se že spremenili, ker ravno Oxfam je tudi poročal, da v zadnjih 2 letih, odkar je bila epidemija, se je 10 milijarderjem bogastvo podvojilo. In če pogledamo to, na drugi strani pa milijarde ljudi, ki so se zaradi epidemioloških ukrepov znašle dobesedno na robu preživetja, zato ker veliko ljudi je odvisno od dnevne ekonomije. Naprimer, če pogledamo države, kjer mi delujemo, Burkina Faso, Gana, ogromno ljudi more v dnevu zaslužiti nek določen dohodek, če ne so lačni, in ker zaradi epidemije mogoče enih stvari niso mogli početi, so se dobesedno znašli na robu preživetja. Tako da, ja, v bistvu sistem, ki danes je vzpostavljen, mora imeti te neenakosti, da deluje. In seveda moč se je tako, bogastvo in moč se je tako skoncentrirala v neki peščici, predvsem ljudi in podjetij, ne, tako kot podjetja so danes bogatejša kot mogoče, imajo več denarja kot BDP nekaterih držav. In tem ni v interesu seveda, da bi se ta sistem spremenil. Tako da, ja, to ima eno zelo dolgo svojo zgodovino, ampak prišli smo zelo daleč. In te vzvode moči je seveda danes težko zamajati, ne, oziroma ta razmerja neenakih moči. Kar ne pomeni, da se ne dogaja na nekih lokalnih nivojih tudi, ampak so pa zelo močna in vztrajna. Ne. Ravno v prejšnjem podcastu je Katja Huš iz Greenpeacea dejala, da je direktor British Petroleum, mislim, da BP-ja, skratka ta kratica, dejal, da imajo toliko dobička, da praktično ne vedo, kam z njim. Ne? Ja. No pa se tudi to, kar si omenila, ta Marsa, ne, če pogledamo direktorja Amazona, Bezosa, ne, ki je eden izmed teh, ki sanja o tem, kako bo razvijal na Marsu nove kolonije. V tem času se je njegovo bogastvo podvojilo, medtem ko po drugi strani pa so zelo pogosta poročila o delavcih iz njegovih tovarn, ki delajo prekomerno, nimajo dopusta, ne morejo niti na stranišče, ne smejo se sindikalno združevati in tako naprej. In njegovo bogastvo je mogoče ravno zato, ker ima take delavce. Ne? Ker je sistem postavljen, da lahko on to ima, take delavce. Včasih se zdi res, ker lahko, ne? Ker lahko. Zato, ker lahko.